Živijo, dragi moji, in dobrodošli v mesecu decembru oziroma v nebeško skopu za mesec december, kateri bo pa tokrat zelo poseben, pa naj povem zakaj. Zaradi tega, ker bo posnet v dveh delih. Okay? In sicer prvi del dobiš danes in sicer dobiš iz teh kart, dobiš navodilo, kaj pustiti v letu 2021, kaj so energije, ki ne želijo iti s tabo v leto 2022, vkolikor želiš, da ti bo še boljš, kot je bilo do zdaj. Potem pa se bo nadaljevalo. Obdarovala te bom prav na Silvestrov večer, ti bom poslala, nekje popoldne, ti bom poslala pa nebeško skop za naslednje leto. Tako da to bo moje novoletno darilo tebi in sicer potem bojo pa na vrsti te karte. Potem pa iz teh kart bomo pa pogledali, kateri angeli bojo delali s tabo in čemu sledi, če hočeš imeti maksimalno uspešno 2022. Tako da, evo, imamo dvojčke tukaj, dvojčici, kakorkoli že. Torej, danes zagrabimo te karte, te so pa že pripravljene in potem pogledamo torej na 31.12. dobiš pa drugi del tega posnetega nebeško skopa, ko počakaš vmes en mesec, ker najprej moraš to narediti, potem pa tole sledi. Kaj praviš? No, pa začnimo. Kaj, če bi tokrat začeli, pa bomo šli kar tako, kakor je januar, a ne? Torej, kdo praznuje januar rojstni dan? Dej, kaj, če bi danes začeli s kozorogi? Okay? Torej, kozorogi, kaj imate vi za spustiti iz leta 2021? Ok. Aha, dobili ste angel osamitve. Angel osamitve karta. Dragi kozorogi, vi morate v letu 2021 definitivno pustiti to, da dostikrat ne pokažete svoje prave barve. To pomeni, da če vam kaj po domače povedano fali, niste pripravljeni povedati, niste pripravljeni to deliti, ne se v redu, jaz vse lahko naredim, meni vse lahko rata, razumeš, vse ti res lahko, pa vendarle ne rabite vsega sami. Če zavzamete tako stališče do ljudi, da rabite vse sami, da se rabite vse sami matrati in tako naprej, potem isto sporočate angelom, ker na vse zadnje so angeli tudi vaši prijatelji, a ne? In mogoče dostikrat nekatere stvari niste mogli dobiti zaradi tega, ker ste preveč mislili, da rabite vse sami. Dajte se majčkeno bolj otresti tega, no? Da rabite se dostikrat zapreti, pa stvari majčkeno bolj iskreno skomunicirate, pa tudi proste za pomoč. To je tisto, kar spuščate. Ok, potem imamo februarce, vodnarji, ja. Dobro, kaj pa vodnarji? Ok. Angel inspiracije. Ok, to ne pomeni, da rabite inspiracijo pa navdih spuščati, ampak jaz sem tukaj dobila drugo navodilo. Vodnarji sem tudi vodnarka, zelo polni navdihov. Zelo veliko imamo nekih idej pa tako naprej, kar je prav, ampak ker je tukaj karta spuščanja, je tukaj neko drugo sporočilo. Lepo je, da navdihuješ ljudi, lepo je, da vedno razmišljaš, kaj je naslednji korak, pa vendarle pazi, da zaradi tega ne prihaja do kakšne utrujenosti, da ne bo občutek, da dostikrat vodnarji imate, da preveč rabiš pomagati, pa kaj s tem, pa kaj z unim, pa a bo v redu ali ne bo v redu, pa si pa razbijate svoje lepe glave s tem, pa vendarle vas zna dostikrat to izčrpati. Ko navdihujete, dajte naprej navdih, govorite iz sebe tisto, kar čutite, ne se pa potem sekirati naprej, a bojo ljudje to, kaj bojo s tem naredili, ali vas kritizirajo, ali niso hvaležni za to, ali zakaj si ne spremenijo življenja. Vi ste tukaj zato, da navdihe delite naprej, ne pa da delate na mest ljudi. Tako mogoče samo to sekrancijo na stran. Bom upoštevala tudi jaz, ampak navdihovala bom še vedno vas, je prav. Gremo naprej, potem marec, ribice, ste pa ribice. Ok, ribice. Ja, pazi to, angel pozitivnosti. Vi pa pazite na, jaz tako, ko sem zagledala to karto, sem dobila pa ribicah besedo črne scenarije. To pomeni, drage ribice, ko se stvari zgodijo, vidiš, ko si kdaj v črnem tunelu, vidiš na koncu itak mavrica pa svetloba. Dajte ribice ne dostikrat pomisliti,
puste to v 2021, negativno pričakovanje. Ne si tega delati, joj, to bo pa zihar slabo, to je pa grozen, pa vsem prijateljicam moram povedati, ne si delati nekih zaključkov že vnaprej, zakaj bo nekaj ali grozen, ali ne bo šlo, ali ne vem kaj, pa tako naprej. Dajte malo izoblikovati, to vam definitivno tudi duhovne tehnike lahko pomagajo, da vedno pogledate, kako se stvari da reševati, ne pa tako je, grozen je, ok? Ko zdaj ste pripravljene, da začnete tako psiho graditi, prav. Ok. Potem imamo aprila, imamo ovne, se vem, da maj gre tudi v druge mesece, ampak tako približno, okay, zato da si jaz lahko pomagam, kdo je na vrsti. Dragi ovni, tranquility, angel of tranquility, to pomeni mir. Ovni, vi morate pa absolutno in definitivno spustiti vse stresne faktorje. Ljudi, ki vas nervirajo, dati v čim manj interakcijo z njimi. Delovnike, ki vas izčrpavajo, prilagoditi urnike. To je karta, ki definitivno simbolizira, če prihaja v tem, kaj treba spustiti, da ste imeli preveč stresa. Fizičnega stresa, kateri se vam mogoče ni pokazal, pa vendarle ne pomeni, da ga ni. Ne pomeni, da ga ni. Ko za vas je blazno pomembno, da to spustite. Da definitivno ocenite stresne dejavnike in jim rečete bye, mi stres, bye. Ja, voilà. Pa ovnih, torej zdaj smo na maju, bomo imeli bike. Ja, biki, angel of wisdom. Ja, tole je pa karta znanja. Dragi biki, to ne pomeni, da spustite znanje, ampak tukaj prihaja karta kot sporočilo. Veste kaj, tukaj prihaja karta kot sporočilo, da ne mislite, da vedno vse veste. Znate biti včasih zelo trmasti in prav je, da imate svoje stališče, pa vendarle dostikrat se ujamete v to, da vi vse veste, pa da mogoče drugi nimajo pojma, ampak včasih pa tudi imajo kaj pojma. Boste pripravljeni spustiti ta nek ponos, zaradi tega, ker vam noben nič noče, ampak pripravljeni se boste učiti, pripravljeni boste vzeti na svet. Tudi če vam kdaj to ne bo predvsem prav, dajte pogledati, ker vse vas pa lahko spravi na nov nivo. Morate priti do nekega višjega znanja, do katerega do zdaj niste imeli toliko dostopov, zaradi tega, ker ste bili neprilagodljivi malce na sprejemanje novih informacij, oziroma ste bili vni, ne, jaz pa tega ne bom, to trmo pa neprilagodljivo spustiti. Obstajajo tudi boljši pa drugačni načini, ok? In ljudje vam hočejo z njimi pomagati, nočejo vam nič slabega, ok? Potem bomo šli na junij, bomo imeli rakce in rakice. Grounding, prizemljitev. Vi pa morate, dragi raki, spustiti, veš kaj je pri tej karti? Idilično sanjarjenje, ki škoduje. Sanjarjenje je super, delati na željah je super, ampak vi se dostikrat zapletete v neko tako romantično idejo o nečem, da potem ne vidite resnice, kaj je zadaj. In ta resnica vas potem lahko zelo grdo preseneti. Zaradi pozdravljam vas, da hočete vi v vseh pa vsem videti dobro, to je definitivno neka lepa vrlina, pa vendarle, ko pa greš toliko daleč v tem, da ti vidiš tisto, kar hočeš, ne pa tisto, kar je tebi škoduje. Boste pripravljeni stvari majčkeno bolj gledati tako, kakor so, zato da boste znali sebe tudi v pravem trenutku zaščititi. To vrsto idiličnega sanjarjenja, ja. Mislim, da sem dvojčke spustila, čakaj, ampak bom šla zdaj tako, vseeno, ok? Dvojčki, mislim, da so raki, mogla bi prej dvojčke, pa pol rake, ampak ok, bom zdaj dvojčke, tako da dvojčki zdaj, ne, gremo sam nazaj. Ok, malo sem sam vrstni red pomešala. Dvojčki, tudi vi ste dobili karto kakor ovni miru, pa vendarle pri vas malo druga prilagoditev kakor pri ovnih.
Vi pa imate notranji stres, ok? Oni imajo zelo zunanje, to pomeni urniki, odnosi, ki povzročajo stres, vi se pa odpovejte dvojčki notranjemu stresu, katerega povzročate sami. Okay? Katerega povzročate sami. To pomeni, da ste strogi do sebe, da ste neizprosni do sebe, da sebe žrete za stvari. Tudi če nekdo drug naredi in vi niste imeli veze s tem, se znate vi pol sami sebe žreti, pa sekirati. Ko ta odnos do sebe, ki je samo saboterski, je za vas absolutno pomemben, da ga spustite, zaradi tega, ker enostavno človek ne more imeti tazga odnosa do sebe. Okay? Pa to so bili zdaj dvojčki, torej raki ste bili prej, a ne? In potem po rakih, no, zdaj po dvojčkih gremo na leve. Ja. No, da vidimo levi. Aha, balans. Balans, evo ga, Mihael. Karta ravnotežja. Levi, vi dostkrat znate delati sledečo stvar. Ali znate biti v neki coni udobja, potem pa ugotovite, da to ni preveč dobro, pa greste v totalni deloholizem, pa izčrpavanje, pa tako naprej, pa vas mleče iz ene skrajnosti v drugo skrajnost, pa iz enega čustvenega nivoja na drug čustven nivo. Ful bi bilo dobro, da najdete neko ravnovesje. To pomeni, da najdete neko ravnovesje, ker ves čas pač stvari neki konstantno delate, ne pa da potem razumeš v enem trenutku nič ne delaš in pa dobiš slabo vest in pa moraš 1500 stvari čez narediti, zato ker ambiciozni pa ste. In pa, ko vi ugotovite, da ste malo zabluzili, a ne, po domače povedano, in da vaši nivoji ambicioznosti niso več zadovoljni, potem vi zapančarte in greste v drugo skrajnost in potem pride, a veš, manifestacijsko vas pol preveč meče. Manifestacija je neka energija, a veš, kaj se tako gradi, ne moreš z njo to delati. Zaradi tega, ker je to absolutno blazno manifestacijsko izčrpavanje. Ne? Tudi ta balans med domom, pa družino, pa kariero, razumeš, pa med druženjem, pa med imeti čas za sebe. A veš, vi se znate tudi recimo ful družiti, pa vam pa ljudje v enem trenutku pridejo čez glavo in pol nočete nobenega videti. To je zaradi tega, ker vam prihaja do čist preveč nečesa in potem spet dol. Ko naučite se malo balansa, malo tako. Naj ne bo vse prvo slavih, saj vemo, da ste levi, saj vas slišimo, ampak vsem, za vas bo to boljše, neka konstantna gradnja. Device, ne vem, če ste videli tole, je pa kar padel ven, je pa kar odletel ven, kaj vam je padel? Angel of past issues, angeli preteklih zadev, to pomeni, device, vi pa spuste prepričanja vaše družine, kaj naj bi vi, kako naj bi vi, zakaj naj bi vi. Puste preteklost, pozdravite bolečine iz preteklosti, stvari, ki so vas blazno obremenjevale, družinski vzorci, pričakovanja vaše družine, bolečine, travme, spomini, ki so vam ljudje kakšne slabe stvari naredili. Vi imate čiščenje preteklosti za domačo nalogo meseca decembra. Mogoče tudi tik pred novim letom, da napišete neko pismo, kaj je treba pustiti za sabo, zato da v srcu in v mislih to več ne obnavljate. Vaša karta je odletela kar ven, razumeš? Zelo močna simbolika od tega, da mi je ta karta takole kar odletela, razumeš? Skratka, spuščanje preteklosti. Pustejo tam, kamor sodi v preteklost. Ja? In potem imamo tehtnice. Ja. Tehtnice. Angels of the Universe. Vidiš, tukaj je predstavljena karta definitivno neke izjemne širine. Okay? In tukaj ti ta karta simbolizira, da spusti gledanje samo do ene točke, razširi si obzorja. To pomeni ne preveč gledati samo kaj je, ampak prvs, to ima glih zrak, ki se malo obrnete, vi, ampak kaj je vse mogoče. Doskrat, recimo, niste fleksibilni, da bi pogledali, kaj je neki potencial,
pa če ni v unem trenutku tako, kot vi imate dokaz, da bo nekaj funkcioniralo, okay, se pol tega niti ne primete ali pa ne lotite. Ful bi bilo dobro, da delate na teh vizijah, videti nekaj, kar še ni in je mogoče. Tudi če zdaj ne zgleda baš nekaj, ampak je pa mogoče, da iz tega je veliko. Bodite pripravljeni v zadevah prepoznavati potencial, zato da se vam tudi kakšne priložnosti ne izmuznejo. Ja? Škorpijoni. Vi imate pa, tako kot, če se prav spomnim, biki, tudi angel modrosti. Vi pa imate veste, kaj imate pa vi za spustiti? Stvari, ki so vas učili o življenju. Meni zdaj govorijo angeli tako, da definitivno življenje gre čisto v neko novo smer. In zaradi tega stvari, ki ste se jih do zdaj naučili, pa tudi vaše veščine, bojo rabile prilagoditev. Konkretno, če do zdaj ste bili ne, jaz hočem delati s svojimi rokami, ne maram, da je karkoli, ne vem, računalnikov, jaz tega ne maram, spustite to prepričanje, da hočete vse na staro šolo delati. Prišla je nova era, vse živo se je spremenilo, bodite pripravljeni in za svoje posle in za svoje poslanstva se prilagoditi in objeti neke nove tudi fizične stvari pa veščine, ki vam bojo prinašale dobro. Mogoče vam res zaenkrat niso blizu, pa vendarle, če boste pripravljeni spustiti to, da boste delali na staro šolo ali pa nič, vam bo prinesel marsikaj dobrega. Ja, škorpijoni. In potem imamo po škorpijonih še strelce. Okay, zdaj so pa še strelci. Strelci, angeli odločitev. Vi morate pa spustiti neodločnost, dragi strelci. Ko vi nekaj razmislite in se odločite, pol se tega držite. Tudi če vam prije Janko pa Branko, zaradi mene vem pa Sveti Peter, pa ne vem še kdo, okay, se vi tega držite. Dostikrat se vam da kar zamenjati mnenje, zdaj se pogovarjate z enim, pa vam nekaj reče, aha, zdaj pa ziher je to tako, pa prije nekdo drug pa nekaj reče, pa je pa kar drugač, a štekaš, to vam ne bo dober. Ko ste enkrat sami premeditirali stvari, pa se odločili, se jih držite. Tudi če vas začne kaj okoli preizkušati in ne vem kaj, se tega držite. Okay? In to je bilo vseh zdaj 12 znamenj in zdaj veste, kaj vam je za spustiti. Jaz bom pripravila že kar te karte, jaz bom kar snemala pol to naprej, ampak tebi še ne povem, kaj bo. Zato, ker zdaj te energije tečejo, torej 31.12. dobiš od mene, tako kot obljubljeno, na novoletni večer dobiš torej od mene pa potem, kaj ti angeli svetujejo in prinašajo za leto 2022, ko jaz se tega zelo veselim. Zdaj pa v letu 2021 vemo, kaj nam je za spustiti in jaz bi ti rada rekla, da je to definitivno mesec, vse vem, da je mesec praznovan, pa družen, pa tako naprej in to je čisto lepo in čisto prav, ampak bi ti rada nekaj rekla, veš, za konc. Dosti ljudi v imenu teh praznovanj, pa družen, pa sem moramo, pa moramo, pozabijo to, da je mesec zaključevanja, ki postavlja nove smernice za naslednje leto. Prosim te, ne zraven pozabiti, ne se izčrpati samo za nekaj druženja, pa za neko družabnost, ampak ne pozabi se družiti tudi z angeli, narediti se te procese in sama sabo, ok? Meditacije so izjemne ti na voljo. Z Mihelom začenjava s svetimi večeri, meditacijsko-obredni večeri enkrat na teden, kjer boste vmes izdelovali orodja za manifestiranje, spuščali stare stvari, vmes izdelali orodje prav z nama, čeprav bo na spletu, in potem nadaljevali naprej na manifestacijo. Tega nisva delala še nikoli. Prvič sva združila tako moči. In potem bomo imeli
prelepe meditacije, resnično. 21.12. zimski solsticij, angelska zimska baz, za sočutje, ljubezen do sebe, zato da zbudiš srčno čakro v času čudežev. Novoletna meditacija z 12 nadangeli meseca za angelski koledar 2022, ker noter prav za po mesecih zakodiraš, kaj vse ti bo leto 2022 prineslo. In čiste te meditacije imajo toliko čudovita darila. In seveda Sončo Mrk, 3. december in še. Poglej si na potovanjevduse.si in želim ti čudovito spuščanje, zato da bo 2022 že čaka definitivno drugačno. Vse te veselim 31.12. tudi v tem nebeško skopu. Se vidiva!